Da spet nekaj kritičnega povedal. Jo, prosim. Imam občutek, da se kvalitetni ljudje ne gredo več politike. Da se tisti, ki se danes pojavljajo, velika večina med njimi so totalni marginalci, ki so nepoznani, ki niso nič pomembnega življenja še napravili in rešujejo svoj status. Ne pa status države, ki bi ga morali reševati na teh položajih. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, gledalke in gledalci, bralke in bralci Večera. To je Večer za vikend, daljša, bolj sproščena različica našega dnevnega podcasta Večer je zjutraj. Toplo je postalo ta teden, fajn se imamo, kar pomeni, da se zaključuje smučarska sezona, hkrati pa marec prinaša tudi tradicionalno tekme v smučarskem pokalu, svetovnem pokalu, pokal Vitranc v Kranjski Gori in nekako to sovpada tudi s tem, ki jo danes želimo načeti v Večer za vikend, ker smo v goste povabili, kot radi rečemo v Sloveniji, starosti slovenskega smučanja. Tone Vogrinec je z nami, lep pozdrav. Lep pozdrav vsem gledalcem in poslušalcem. Starosta, ne? Kako se vam zdi ta naziv? Pred par dnevi sem imel rojstni dan. Vse najboljše. Hvala lepa in če to objavim, bo marsikateri rekel, pa to ni mogoče, kaj toliko je že star. Star sem bil 84 let. Čestitke. In če pomislim, koliko ne samo znancev, ampak tudi neznanih ljudi te letnice ni doseglo, sem jaz kar ponosen na to, da še migam, pa da mi nič ne manjka. Super. Nekaj malega mi manjka, zato sem danes malce, to se bo verjetno videlo na posnetku na kameri, ker sem bil na enem posegu dermatološkem, to je moja profesionalna poškodba, ledeniško sonce, leta in leta in leta, imam zelo poškodovano kožo in vsake toliko časa moram iti z dušikom, mi to odstranijo, mi zažgejo, pravim, to je nestrokovni izraz, ampak ne vem, skratka, da mi to malo počistijo. Ampak počutite se pa dobro, ne? Zdaj prejšnji teden ste bili na golfu v Turčiji, jutri greste na golf na Ptuj, živite športno življenje že naprej. Ja, hvala Bogu, da imam to možnost, vsi je nimajo, ne. Prvič, da sem fizično še dovolj dober pri teh letih, kajti že samo če vzameš golf. Golf je hoja 10 km plus, ne, za žogico, ki bi jo rad vedno tolkel naravnost, kar se da ne uspe. Meni kot bolj slabemu golfistu redko kdaj uspe, tako si želim. Ne, ampak to je le toliko uspešna rekreacija, ki si jo na drug način skoraj ne moram zamisliti. Ne, da bi zdaj še tenisa ne igram več že nekaj let, ker sem imel poškodovan meniskus, sreče imam še svoje koleno, ne pride poštev, da bi šel na eno težjo operacijo, ampak nekako me koleno boli, ampak sem se na to bolečino navadil, ampak tenisa več ne moram igrati, ker ne moram zašprintati po tem mreži ali pa teč za žogo, to ne gre. Pri golfu to počasi lepo hodiš, nič ne moti. Da bi nogomet igral ali pa... Rokomet ste vi igrali, ne? Ja, to je za 84 let starega dečka, bi me malo čudno gledali. Golf pa gre. Nisem edini, tudi še starejši od mene igrajo in to je rekreacija, ki te res drži po konci, ne. In če tega ne bi imel, bi verjetno se zasedel še bolj pred televizijo, kar tak preveč gledam, v glavnem, zdaj vsi športni kanali, ko skoraj ni minute zvečer, da ni neka nogometna tekma, ali neka košarka iz Amerike, ali naša košarka, ali karkoli, in k sreči še migam, to je važno. Kaj pa smuči? To je pa zdaj pravi, ena mala tragedija. Jaz sem rekel, da bom smučal, dokler bom lahko hodil. Letos se zna zgodi, da niti en dan ne bom na smučeh. Prvič v življenju, ne v življenju, kaj sem začel, 4 leti. Od takrat do lanske sezone ni ena sezona manjkala, tudi nikoli nisem bil tako poškodovan, da ne bi vsaj del sezone lahko smučal.
Letos pa še nisem bil na smučeh. Zdaj, jaz ženo preprečujem, greva vsaj za 3 dni tu nekam čez mejo, da vsaj lahko rečem, da sem tudi še pri 84 letih normalno smučal. Lani smo normalno smučali. In ne vem, mogoče mi bo še uspelo, ampak zaenkrat smuči stojijo v kotu, boš palce pa sprede. Ampak letos je bilo mariborsko Pohorje vsaj nekaj dni zasneženo, nekaj zime smo vseeno imeli. Upravljalec smučišča na Mariborskem Pohorju pravi, da ima za 30% višji obisk kot recimo prejšnjo leto. Je vsaj to en tak majhen obliž na vse rane zadnjih let, morda celo 2-3 desetletij, kar se pač stvari, ki so se dogajale na Mariborskem Pohorju. To so lepi podatki in dokaz, da Pohorje ni za proč vreči, kar se tiče zimskega športa. Večkrat se širijo pač ideje, Pohorje prenizko, tukaj ni več možno smučati, klimatske spremembe, ogromno negativizma je. Res je, v celem svetu smučarije ni več brez narejenega snega. Jaz se izogibam besede umetnega, ker marsikateri misli, če rečeš umetni sneg, da so to nekaj kemikalije noter, pa karkoli drugega. Ne, to je tehnični sneg, ki je pravilni izraz, narejen sneg, kajti to je samo zmes vode in zraka pod pritiskom. Nobenih drugih stvari ne rabiš, pa jasno ti rabiš pa določen stroj, ki pritisk in vodo spremeni v majhne drobne kapljice. In tu je tehnologija šla worldwide, po celem svetu, zelo, zelo naprej. Že pri nizkih minimalnih temperaturah se da delati kvaliteten sneg, ampak moraš imeti moderno tehnologijo. In vkolikor bo Maribor uspel še malo stisniti z proračuna, pa z evropskih sredstev, Marprom, mislim, ali pa mesto Maribor, da bi se dokončal ta projekt, ki je bil že davno narejen za zasneževanje, od snežnega stadiona pa do Piskra na Arehu. Tudi povezave, tale X. Kajti pa vsem drugače je, da če se ti do Areha pripelješ na smučeh, ali pa da moraš čakati na avtobus in se peljati dobre pol ure, pa še celo več, po celem Pohorju, pa še enkrat nazaj. To je tudi težko turistom prodati. In te turistične kapacitete tukaj na Mariborskem Pohorju bi seveda blazno pridobile na vrednosti, če bi celo Pohorje bilo zasneženo. Se pravi, možnosti so še, treba nekaj investirati. In tudi kar se tekmovalnega smučanja tiče, je ta sezona bila sicer teoretično v nekih možnih variantah, ampak dejansko ni bilo ene prave tekme. Ene 2 otroške tekme mlajših kategorij so ostanki smučarskih klubov uspeli organizirati, ampak če se spomnim leta nazaj, ne samo svetovni pokal Zlata lisica, ampak tudi evropski pokali so bili, tudi cela vrsta FIS tekem, to se pravi mednarodnih tekem za mednarodno udeležbo, na teh tekmah se nabirajo točke za štartno listo, kasneje na bolj pomembnih tekmah. Tega ni bilo. Ker ni klubov več organiziranih, oziroma ker so bili ti v težavah, da se osredotočajo na učenje otrok. Zakaj je prišlo do te situacije? Verjetno to zapleteno vprašanje, ampak kje je trenutno recimo tekmovalno smučanje v Mariboru? Velika škoda se je zgodila v tistem trenutku, ko je razpadla firma Športni center Pohorje. Športni center Pohorje, to je bil smučarski klub Branik, ki je bil, odkar pomnim, ves čas samostojne Slovenije, pa tudi prej, najboljši, najbolj uspešen klub na tem našem področju. Tudi kar se tiče organizacije tekem, z famozno Zlato lisico, ki je worldwide bila priznana kot ena boljših tekem. V Mariboru se je dogajalo, proge so bile dobro pripravljene
Je pa res, ne, da so pač prišla leta, ko je kakšna tekma odpadla, ampak tekme so se prenesle nekam drugam, niso bile izgubljene. Lisica je bila enkrat na Jahorini, enkrat je bila v Bad Gasteinu, nekajkrat pa v Kranjski Gori, ampak tekma je bila na sporedu. In s tem, ko je Lisica pobegnila očitno za zmeraj iz Maribora, je prišlo tudi do razpada smučarskega kluba Brnik. Ne samo zaradi stečaja športnega centra Pohorje, ki je bil v okviru smučarskega kluba, ampak enostavno tistih prihodkov, ki jih je Lisica dajala klubu za vzgojo mladih smučarjev, za vzdrževanje celega sistema, ne, da danes praktično vse visi na starših. In teh je vedno manj, ki si to lahko privoščijo. In na nek način posledica selitve Lisice z Maribora tudi propad tako dobrega in priznanega smučarskega kluba Brnik, ki se več ne bo postavil na svoje noge, po vsej verjetnosti nikoli več. Kakšne so zadnje informacije? Nadomestilo je sicer je prisotno. Nekaj manjših privatnih klubov se je formiralo, ampak to je bolj krpanje luknje, to ni če sam pomislimo, da je smučarski klub Brnik, spet govorim v okviru športnega centra Pohorje, zgradil hotel Areno, apartmajska naselja na Pohorju, investiral v spenjače, v naprave, navlečnice, sedežnice, pripravljal proge. To je bil res klub, mednarodno smo lahko z ponosom rekli, kaj je ta smučarski klub Brnik v stanju se organizirati. Ogromno ljudi je bilo tukaj združenih, ogromno ljudi je to delalo volontersko, to niso bili profesionalci. Jasno, par ljudi je to moralo delati v okviru svoje službe, ampak velika večina, tudi v sami organizaciji Zlate lisice, je 90% bilo volonterjev, ki so komaj čakali, da je bilo novo leto in nova tekma na sporedu. In vse to je tudi spodbujalo mlade, spodbujalo starše, da so se vključevali v te razne smučarske tečaje, tudi v okviru smučarskega kluba Brnik. Dali se nekaj šol na Pohorju, privatnih šol. Ampak to je vse krpanje. To ni več tisto, kar je bilo včasih. In dokaz temu je, če pogledamo olimpijske igre letos. Kje smo bili? Najboljši rezultat 12. mesto v bistvu. Kar ni slabo. Mislim, tu sem v pogovorih zadnje čase večkrat tudi poudarjal, ne, da je sedma sila, pa tu ne mislim toliko pišoče novinarje, ampak predvsem govoreče in tiste, ki komentirajo sliko, to se pravi televizijske novinarje, radijske reporterje, pa delo tudi pišoče novinarje. Govora o medalji. Kakšna medalja za božjo voljo? Kdo je nadobil? Moram povedati, govorimo o alpskem smučanju, da se razumemo. In jaz res, ko kdaj da idem na druge discipline smučarske zveze, ker sem pač celo življenje preživel v alpskem smučanju. Ampak verjetno ste vi delni krivec za to, da se govori toliko o tem, ker ste nekako v obdobju svojega delovanja Slovenijo pripeljali, slovensko alpsko smučanje pripeljali do nivoja, kjer pač se je upalo in osvajalo tudi medalje. Ja, to so bili drugi časi, ampak od takrat, ko sem šel v penzijo, je minilo že kar nekaj let, ne? Ampak letos pred temi olimpijskimi igrami polna usta so bila na vsaki tekmi medalja. Ja, na osnovi čega? Na osnovi 22. mesta v svetovnem pokalu. Dejstvo je, recimo, vzajmo Žan Kranjec. Žan Kranjec njegova forma je, upam, da ni v zatonu, da se bo še moče malo vrnil, ampak njegovi rezultati letos so bili realno gledani tam okoli 10. do 15. mesta. Ja. Ampak ko to upoštevaš v nekaj poskusih, komu pride na pamet, da on kandidat za medaljo? 4 Švicari so spredaj, Avstrijci, ostali, ki
nerealno, to je nerealno. Ne? In sploh, ko ocenjujemo olimpijske igre, tudi Miha Hrobat, ne? Do samih olimpijskih iger zdaj je imel malo boljše rezultate proti koncu sezone, ampak on je bil daleč od stopnic v smuku, pa tudi Čater daleč od stopnic. Ja, kako mu pol daš na hrbtnik za to željo, za tem imperativom, osvojil boš medaljo. Ni realno. Tu bi morali biti bolj realni in potem tudi ljudje ne bi pričakovali te medalje, bi bili zadovoljni. In jaz sem bil tudi z 12. in 15. mestom Ilke Štuhec, nisem bil pa zadovoljen za celo vrsto uvrstitev. Tu bom dan malce kritičen. Ne? Na olimpijske igre pomenijo tistemu, ki se uvrsti v olimpijsko reprezentanco, nekaj podobnega, kot da diplomira na neki fakulteti. Naziv olimpijec mu ostane do smrti, nišče ga mu ne mora več odzeti. In zdaj naziv olimpijec, tudi diplome na fakultetah se ne delijo tako na lepe oči. Vem, kam merite. Tukaj je šla cela vrsta tekmovalcev, tudi v drugih disciplinah, teki in ne bom se spuščal v detajle, ampak 2/3 udeležencev na letošnjih olimpijskih igrah v slovenski reprezentanci tam ni imelo kaj iskati. Nažalost, kruta resnica. Kajti, če se film obrne nazaj, smo imeli vedno kriterije. In tudi vse ostale države, Avstrijci, Švicarji in ostali, imajo kriterije, borijo se za, konkretno Nemci, mora imeti eno uvrstitev med 10, pa eno med 15, da gre na olimpijado. Če tega ni, pa imajo samo 3, pa samo 2. Ampak tukaj potem več ne velja ta olimpijski rek, nevažno je sodelovati. Ta že dolgo ne velja več. Ne? In še nekaj je, če ti dosti kar se govori, pošljemo mlajše, bodo nabirali izkušnje. Za božjo voljo. Ampak imeli smo iz te kvote tudi vsaj dodatno Mariborčanko. Kaj pa je bilo tega? Nabirala izkušnje, Nika Tomšič. Ne, to sem jaz absolutno nasprotni z tega. Izkušnje se dobirajo za zmago na FIS tekmi, za zmago v Evropskem pokalu, za točkami v svetovnem pokalu. Okay. Tam se nabirajo izkušnje, ne pa na olimpijskih igrah, ki so vsake 4 leta ena tekma. A so bile pa te olimpijske igre blizu? Ne. To je podaritev olimpijskega statusa nekterim, ki si to niso zaslužili. Sej deloma, v bistvu jaz delim mnenje z vami, samo hočem vseeno malo biti provokativen na trenutke, ampak vi ste rekli, da rezultati niso tako slabi, oziroma da so bila mogoče pričakovanja prenapihnjena, vseeno pa je ostalo mogoče malo v ozadju grenkobe zaradi tega, ker pa nekako zaledja za temi tekmovalci, ki zdaj tekmujejo v svetovnem pokalu, nikogar ni. Nula. Zakaj se to dogaja? Kakšna je sploh prihodnost slovenskega tekmovalnega alpskega smučanja? Jaz ne vem, če nisem med zelo redkimi na svetu, ki je svoj prvi delovni dan in zadnji delovni dan, to se pravi 40 let, preživel v eni firmi. Jaz, v smučarski vezi Jugoslavije in Slovenije in smučarski klub Branik. Se pravi, da sem celo življenje preživel v okviru alpskega smučanja. Najprej kot tekmovalec, potem kot trener, pa kot vodja in tako dalje. In to mi tudi ostane. Jaz še danes vzamem telefon ali pa grem na računalnik in gledam rezultate ne svetovnih pokalov, to vsi vedo. To imam večer, pogledam Večero, čeprav bolj malo piše Večero, dolgi članki, dolge klobase, nihče več ne piše o manj pomembnih stvareh, ali pa premalo. Ampak na internetu lahko vidiš vse. Na mednarodnih FIS tekmah, ki so pa prva stopnica v to kvaliteto. Nas ni. Ne, da nas ni na stopnicah. Ni nas niti na štartu. Tu pa tam se kdo pojavi. Ta Oserban, ki je bojda talentiran tekmovalec,
V Kranjski Gori bo edini poleg Žana Kranjca štartov veleslalom, v slalomu nobenega. Ampak včasih je bila borba. Imeli smo pravico 10 mest na FIS tekmi, tudi čez mejo v Avstrijo ali pa v Italijo, kjerkoli, da smo doma imeli kvalifikacije, ta je že bil, ta ne bo še bo šel drugi. Danes nobenega na štartu ni, ali pa ena, pa dva. Da mi govorimo, da nobenega na stopnicah ni. In potem pričakovati, da bo jutri situacija boljša. Ne bo, nemogoče. Če se bi spet začelo delati, nočem biti, da je super pametno, kaj bo ta stari ded govoril, nima pojma. Ampak ne malo pogledati, kako je to včasih šlo. To je bila piramida, ker se je izpode zelo, zelo množično delalo za pomočjo klubov in staršev, ampak od 14. leta naprej, najkasneje so se formirale prve reprezentance, ki so v mednarodnem merilu dosegali rezultate, trofejo Topolino v Italiji, to so te pionirske tekme, kot imamo pionirska olimpijada včasih, so se osvajale medalje na mladinskih svetovnih prvenstvih, so se dosegala dobra mesta v evropskem pokalu in posledično to se je potem tudi bilo, da prihajajo talenti v svetovni pokal. Danes spodaj nobenega, mladinsko svetovno. Poglejmo, kaj se dogaja v zadnjih letih. Tu pa tam, kjer ga moče malo padeš, ampak nas ni več. Evropski pokal. Dobro, ne bom se ponavljal. Tu je tako velika luknja, da tudi če bo smučarska zveza zdaj povsem obrnila ploščo in spremenila sistem, pa ni problem denar. Smučarska zveza Slovenije dosti dobro dela. Imajo relativno bogat budžet za vse športne panoge v okviru zveze in reprezentanti A ekip niso enega dneva treninga izgubili ali pa tekme zaradi pomanjkanja denarja. Karkoli so planirali, so lahko realizirali. Ampak spodaj potem zmanjka. In če bi zdaj se to spremenilo, kar je edina rešitev, da se spremeni, da se začne spet vlagati in tudi vodstvo smučarske zveze tako že tudi govori, sedaj bomo vlagali v najmlajše, pa kako dolgo bomo pa čakali, da bo kaj ven prišlo? Ker zgoraj, tisti, ki so še danes blizu, da jih sploh novinarji kot vi opazite, tisti bodo jutri nehali. Ker to so vse že, ena nemška beseda je Auslauf modeli. To so modeli, ki so izven proizvodne. Ti bodo nehali. Zadaj pa ni nobenega. In če hočeš zdaj začeti spodaj, 5 do 7 let intenzivnega dela, da se bo kaj pojavilo. In v 5 do 7 let, da boš sponzorje dobival na 22. mesta na FIS tekmi. Je rešitev privatiziranje popolnoma vsega skupaj, da ne bi bilo pod neko krovno organizacijo vse skupaj. Da sem spet na temi, ki jo imam strašno rad. Vkolikor dajo meni palce v roke, absolutno ni več individualnih ekip. Konec. Ampak polovica teh, ki so zdaj zraven, je individualci oziroma svoje ekipe. Posledica, kje pa so? 200 poškodovani. Ja. Tudi tiste, ki so pa ostale, kakšne rezultate, kaj imamo tega? Ja, starši večkrat gledajo, pa tudi nekateri strokovnjaki, smučarski, Tina Maze je z individualno ekipo postala svetovni šampion. Ja, spremljajo od začetka. Tina Maze je začela v Črni, oziroma najprej starši, smučarski klub Črna, regijska reprezentanca, Koroška recimo, potem pionirska, ali pa bolj moderno reprezentanca otrok, leto 2, mladinska reprezentanca, B reprezentanca, A reprezentanca, prva zmaga v svetovnem pokalu, skozi sistem Tina Maze, potem pa individualna ekipa, podprem, absolutno. Kriterije smo že včasih imeli, pa so se zdaj razvodeneli, kateri bi bil individualno ekipo lahko organizira, če misli, da bo delo boljše kot pa v ekipi, tej skupni, samo
tisti tekmovalec, ki je na svetovni lestvici v prvi jakostni skupini. Se pravi, da ki je skozi sistem prišel na vrh in da bi še napredoval, se lahko on formira, ampak a je to zdaj rešitev, recimo, ne, da smučarska zveza za eno individualno ekipo, ki mu rečemo Ilko Štuhec, absolutno si je zaslužila. Ona je absolutno klobuk dol na njene rezultate. 2-kratna svetovna prvakinja, kup stopnic, še danes solidne uvrstitve. 15. mesto na olimpijadi ni slab rezultat, za božjo voljo. Kje pa je naslednja? Naslednje pa ni. Ne? Ampak investiralo se je v njo od sponzorjev, pa tudi do smučarske zveze, ne malo denarja, kar je prav, ampak ona bo nehala letos. Zdaj pa ni nobenega več. To pomeni, da če bi se s tem začel laufati, samo ekipa skupaj, primerjava čisto na vrhu, Švicari, najmočnejša ekipa trenutno v tehničnih disciplinah, pa tudi v smuku. To so taki prijatelji, oni na trening drugega spodbujajo. Odar Mat je bil prepričan, da bo zmagal tekmo, pa ga von Almen prehiti, ne? Pa se potem še objameta v cilju. In ti ljudje se v ekipi medsebojno spodbujajo, ali ko karte igrajo, ali ko igrajo nogomet, in tako je to včasih, ekipno duh. In zdaj individualne ekipe pri naših dekletih, ne, 5 punc, pa skoraj 5 individualnih ekip. Potem se krave smejijo. Slokar, Bucik, potem Neadvornik, to so vse individualne ekipe. Samostojne. Ja. Mogoče ste prebrali komentar, pogled Petra Sitarja, pismo bralca oziroma v Večeru. Ne bom komentiral. Zakaj ne? Ne, ker nisem podobnega mnenja. Ok, torej, da mogoče povemo ljudem, on komentira, da je že od leta 2001 sistem slovenskega učenja, smučenja, tako tekmovalcev kot rekreativcev, narobe zastavljen. Vi pravite, da niste istega mnenja? Ne, eno je, da sistem zdaj v teh letih, da ne štima, s tem se strinjam. Okay. Ne? Kar se pa učenje smučanja tiče, mislim, da trenerji, ki delajo danes, niso tudi za slovensko reprezentanco, niso po kisli župi pripravljali. Naši trenerji delajo tudi, znamo Alek Glebov, kaj je on to sem hotel dopolniti, v bistvu, da je pač število slovenskih strokovnjakov v tujini, tudi v uspešnih ekipah, to se pravi, da nekaj vedo. Ne? Da to, kaj Peter razvija, dobro, ne bomo več komentirali. Dobro. Gremo še nazaj na olimpijske igre, ste bili mogoče? Kaj, v Italiji? Nobenemu ni na kraj pameti padlo, da bi me povabil. Sam sem pa bil ob televizorju. Dobro. Kako ste vi spremljali eno večjih zgodb teh olimpijskih iger, torej žal padec Lindsey Vonn, kaj ste si vi mislili o tem, da se vrnila svetovni pokal, se bo zmagala in šla tekmovati celo z hudo poškodbo kolena? To je bilo svetovno presenečenje. Velika večina športnih strokovnjakov, pa če sebe tu zraven tudi smatram, vse, ki te babi se je zmišljalo. To je nemogoče. Pri 40 letih, po tako dolgi pauzi, večkrat je v športu bilo rečeno, da never come back, čim enkrat si zunaj, da nikoli več nazaj ne prideš. Evo, Hirscher je poskusil v Moniratalo. In da je to napravila, to je neverjetno. In poklon, očitno, in če vzamemo, koliko je ona zmagala v svoji karieri, da je ta dolga pauza, pa da je spet zmagala, pa je bila tretja, pa je bila na tekmah najhitrejši mestni čas, pa to pa ono. Ona je bila konkurenčna za vso to poškodbo. Še vedno je vodilna v smukaškem seštevku. Ja, še vedno, ja. Ne, in za to smolo, ki jo je imela po teh 14 sekundah, ne, če tam ne bi ona za ramo zajela količke pri tej veliki hitrosti, čeprav je, tisti, ki se malo bolj ukvarjajo s tem, če pogledaš, napaka se pri njej začela približno 10-15 metrov pred temi vrati.
je bila precej v sedečem položaju, da slovensko govorim, ne? Ni to ritlag, ampak sedeči položaj. Kak je ritlag? Ja, ritlaga, pravijo. Oziroma pravilno nemško je riken, Okay. riklage. A jaz sem Ona besedo imel v mislih, se upravičujem. ona je zvezna nazaj. Ja. Tam sta bili trije Hufel. huferli. Po slovensko, ja. slovensko je. In ona je tam čez zgubila tisto pozicijo na sredini smuči in potem je še doletel tisti kol, ki je zagrabil za ramo. In pri teh hitrosti je obrnilo in je imela res izjemno smolo. Če tam ona ne bi te napake napravila, ne vem, če ne bi bila olimpijska zmagovalka kot smuku. Tudi z poškodovanim kolenom. Ja. Kar lahko zdaj rečeš nekaj, ne? In mislim, s tem skoraj strinjam. To je sicer fenomen, ampak dokaz, da je konkurenca pri ženskem smučanju zaostala. Ker če bi konkurenca bila tako močna kot pri moških, se to ne bi moglo zgoditi. Ampak očitno so tiste konkurentke, ki so z njo tekmovale zdaj, ne, zaostale v tehniki, mogoče v materialu, v pristopu. Federica Brignone To je novi fenomen. je prišla v bistvu brez treninga. Ja, to je dokaz, da res konkurenca ni več takšna, kot je bila pred par leti nazaj. Ampak to, da je Brignone v bistvu z bolečinami, ne, ko se je ona poškodovala aprila na državnem prvenstvu v veleslalomu, so rekli, adijo olimpijada. Pa noben to ni sanja, da bi lahko bilo. Pa zmaga, baba. No, ne moč verjeti. Kako podrobno vi zdaj v tem trenutku spremljate tekme svetovnega pokala, se vam zdi, da ne vem, popularnost alpskega smučanja zamira ali ostaja na visoki ravni, ali je pač v tem času množičnih informacij, ko se vse dogaja na številnih, ne vem, platformah, pač vse to ena postranska stvar. Tako ni več kot včasih. Zlasti Sloveniji. So gotove države, ker je smučanje še vedno v spredju, recimo Avstrija, Švica, Italija, delno tudi Nemčija, južni del Nemčije. Ampak v Sloveniji je kvaliteta športa, raznih športnih panog prevzela precej sponzorskega denarja, precej publicitete napram smučanju v druge vode. In tu bi človek se sprašuje, kaj se da storiti, da bo podobno, kot je bilo včasih, da bo se več o tem govorilo. Jasno, najprej, če bodo dobri rezultati. Ne? Še vedno Slovenci radi spremljajo tudi po raznih medijih, če je dober rezultat. Če tega ni, prihaja do malodušja in ogromno ljudi pravi, sploh več ne odpre televizije. Jaz sem še deformiran, s tem gledam vse. Ne? In druga stvar je še, da je že v sami smučariji so skoki prevzeli primat in marsikdo se sprašuje, kako je to mogoče, da smo v skokih tako dobri. Ne, v alpskem pa ne več. Ne, enostavna rešitev je. Tisto, kar alpinci nimajo, ta piramida, pa do mladih grejo naprej gor proti reprezentanci, da je ogromno teh selekcij, to skakalci imajo. Skakalci imajo preko 80 plastičnih skakalnic v Sloveniji. 80. Toliko. Ja, misli celo 88. Ampak to so skakalnice od 20 metrov, 30, 40 do Belikanke. Od Jablanc do Blovtkove, Ja. 140 metrske. In kaj to pomeni? Da se skače celo leto poleti, od malih otrok do onih imajo možnost skakati. Oprema je super poceni v primerjavi z alpskim smučanjem. Tudi rabljene skakalne smuči lahko še 2 generaciji uporabljajo in ne stane toliko kot alpsko smučanje. Tretjič, skakalci ne rabijo iti v južno hemisfero smuk trenirati, lahko trenirajo na plastiki in ko pade malo mraz, že imajo ledeno špuro, ki je podobna kot pa tudi po tem svetovnem pokalu. Se pravi, pogoji so cenejši ali pa poceni in doma so lahko. Ne rabijo hotelov, ne rabijo žičnic.
Ne? In poleg tega imajo pri nas zelo dobro izdelan sistem, tekmovalni sistem, ki začne že pri najmlajših. Tako da oni, zdaj ne vem, to nisem čisto na tekoče, še obstaja pokal koktajl, kaj so imeli te razne tekme, ampak vi to nič ne pišete, ne, v medijih. Ne. Obstajajo otroške tekme na plastični masi in dam še na primerjavo, danes se enemu novinarju dela, tudi razlagal s parimi dnevi, da me je izjemno presenetila ideja Francija Petka, bivšega svetovnega prvaka v skokih iz predalca. On se je pred leti že, pa ne tako strašno nazaj, nekaj let nazaj, pojavil z idejo in nekaj je nabavil en mali kamionček. Mini skakalnica. In s tisto mini skakalnico, ta mini skakalnica je potovala po Sloveniji, to je bil prvi korak do naslednje plastične skakalnice od teh 80-ih, kaj sem 15-metrske ali pa 10-metrske. In tam so otroci tam poskušali, mali otroci, ki so kome hodili. To je bilo na 100 otrok, če se šteješ vse, ki so poskušali z strašnim veseljem tistih pol metra skočili, na ritko padel ali pa ni padel, ali pa celo speljal, pa se veselil. In to je bil vstop v skakalni šport. Res je. In skozi ta sistem pridejo potem še take familije, kot je familija Prevc, ki imajo pa še nekaj dodatnega. Čeprav, če sem malo spet kritičen, za to generacijo, ki je zdaj zgoraj, je pa mala luknja nastala naenkrat. Lani ni bilo. Ja, mislim, ni popolna ekipa. Ja, se res je, ampak vseh smučarskih skokih je v bistvu tako, da se iz sezone dogaja, da kdo kar zmanjka. Ker oni iščejo, če to se radi pošalimo, oni iščejo prave občutke. In če nimaš pravih občutkov. Čeprav skoki pri nas so zdrava organizacija, dobro delajo. Imajo pa tudi podporo države, dobili so nordijski center, dobili so nordijski. Zdaj smo tukaj. Ja. Kje pa ne aktivirajo? Ne vem. Niste uspeli zlobirati. Skakalci imajo fantastičen center v Kranju, vezan tudi na šolo. Na šolo, tako je. Tam na baterija 4-5 skakalnic, velike pa do čisto male, imajo super center v Planici, morda najlepši na svetu, pa med najlepšimi, da ne bomo preveč domišljavi na svetu. Tekači, naslednji problem, kaj so pa naši tekači delali na olimpijadi? Ja. Pa so bili tam? Malo manj so tekmovali kot bi. Pa so bili tam? Bili so. Ja, neopaženi, Ja. A imajo pogoje? Imajo pa pogoje, čez celo leto, res je. Rolke na smučeh lahko laufajo, koliko hočejo po asfaltu. Na Pokluki, fantastičen center, v Planici, fantastičen center. Vse imajo. Ja. Alpinci pa nimajo, nič nimajo. Ne morem nič dejati za govor, ker nimam dobenega argumenta na to temo pripravljenega. Greste v Kranjsko goro ali boste od doma spremljali pokal Vitranc? Dokler so moji prijatelji, organizatorji tekme v Kranjski gori, sem vedno vabljen, tudi letos. Ste bili tudi na ženskih tekmah? Tam pa je bila organizacija v rokah Smučarske zveze Slovenije, ki me pa ni povabila. Kako vi to razumete? Mislim, ko so drugi načeli to vprašanje, jaz se nisem hotel mešavati, zakaj pa Toneta ni. Ja, saj smo ga povabili, pa niso. Ja, saj smo ti poslali mail. Ne, niste. Ponudili so mi potem v soboto predsednik Smučarske zveze, da bi po mene avto prišel, pa da bi me v soboto po tekmi peljal v Kranjski gori. Tam šel gledati slalom, dve naši tekmovalki, ki nisem med 30, Pa malo sem bil užaljen. Razumem. Čist tak. Drugič me je Smučarska zveza pustila na cedilu, kar se tega tiče. Prvič na olimpijskih igrah v Sočiju. Zdaj pa pokal Vitranc, kjer težko pričakujemo neke slovenske uspehe, Novorožan Kranjic. Je blizu svetovnega vrha, ampak veleslalom svetovni je
res zaostrena konkurenca na samem vrhu. Ne. Omenili ste že, da je trenutno malo zatonila njegova kariera. S čem boste vi zadovoljni, recimo ta konec tedna? Če bi Žan Krant bil vsaj med prvih 6. Očitno še namerava on eno sezono potegniti. In zelo pomembno je, da bi se spet uvrstil med prvih 7 veleslalomistov. Kajti štartna številka je tako pomembna. Čisto drugače, če imaš ti številko 2 ali pa 3, če imaš malo sreče med temi prvimi 7, ne, kot pa da dobiš številko 14-15. Sploh ob Marču. Kar je Krajnc imel, zdaj ne 2-krat. Ne. Ja. Pa še kar dobro smučal za tisto številko. In če pride med prvih 6, mogoče bi celo točk se dohčalo, da bi se približal prvi 7. Nažalost pa to vse. Zdaj sem že na začetku rekel, ne, starost slovenskega smučanja. Vi imate mandat, da lahko date kakšen nasvet ali pa moče blagoslovite prihod koga, kdo bi moral urediti to piramido slovenskega smučanja, kdo bi mogel biti tisti, ki bi mogel vse postaviti, koga vidite v tej vlogi? Moj občutek je, da v tem trenutku je na Smučarski zvezi preveč administrativnih kadrov. To se da bistveno zmanjšati in premalo avtoritete med trenerji, ki bi za svojim znanjem uveljavljali način dela. Ne bi mogel reči, da imamo slabe trenerje, pa da so leni. Ampak skupaj, tako kot je politika za EU, ta aktualna, skupaj treba stopiti. Vsi govorijo skupaj, zdaj gremo pa skupaj. Bomo šli skupaj, vraga. Isto bo, kot je bilo po volitvah. Ampak tu v športu bi pa lahko skupaj stopili zdaj. Prvi korak je s temi, recimo, govoril smo o individualni ekipi pri puncah. Ja, kaj pa Krajnc? Sam že vrsto let, sam je, z Bergantom sta bila sama. To je bila individualna ekipa. Kdo se naj od njega kaj nauči? Hadalin je bil v bistvu blizu, ne? Samo si je premislil. Ampak zraven Krajnca bi moralo biti 6 fantov, ki bi se od njega kaj naučilo. Pa ki bi njega gnali, ne? Oboje, ne? In tu je način, če se ukinejo te individualne ekipe, da se združijo tudi trenerske ekipe. Ker če združiš, tudi prihraniš denar. Ker ti rabiš tekmovalc, ekipa 7 tekmovalcev rabi 3 do 4 spremljevalce. Te jih rabi. Koliko je stroško to na leto zdaj za eno ekipo? 150,000 evrov sigurno. Ja. Do 200,000, smuk še več. Ne po posamezniku, ampak za celo ekipo. Ja. Ampak tudi Ilka je rabila najmanj 200 jurjev, da je program realizirala. Ampak če bi pa ob Ilki bile še 4 tekmovalke, ne bi bilo bistveno dražje. 4 avionske karte več, trenerjev tudi bilo dovolj. Tada, s tem, da ti ekipe združiš znanje, združiš konkurenco in poceniš stroške na posameznega tekmovalca. Kaj si mislite o Andreji Masiju, če bi njega postavili za alfa in omego? Andreja Masi je odličen strokovnjak, ampak koliko jaz njega poznam, on je že imel to možnost, on ni zainteresiran, da bi pustil družino in šel na trenerski nivo. Mnogokrat se ljudje sprašujejo, zakaj med trenerji ni več bivših renomiranih tekmovalcev iz svetovnega vrha. Enostavna razlaga. Veliko tekmovalcev, ki so v svetovnem vrhu, v tistem trenutku, ko začenja malo padati, pa so že tam 33, 32, 30 let stari, reče, dosti nam tega, grem v normalno življenje. Kaj pomeni normalno življenje? Konec življenja iz kovčka, konec potovanj, konec odsotnosti, konec odsotnosti družabnega življenja svojega, stvarjajo se familije, dobijo se otroci in ti niso več zainteresirani biti 6. pa 7, če bil navajen biti 1. pa 2. In počasi končajo. Vkolikor
To bi bili odlični trenerji. Kolikor bi tega rekel tako, zdaj se bomo vas postavili za glavnega trenerja v Veljslalomu, Oder Matko Boneha. Kaj je s tem dosegel? Manj denarja kot v tekmovalnem času, če to govorimo, ne? Pa glih tak je odsoten, ali pa še več. Nekaj trener je več odsoten od doma kot pa tekmovalec. Ker v principu mora 2 dni prej iti organizirati trening ali v Južno Ameriko, ali na smučišče, se zmeniti za proge in tako dalje. Ne? Potem še ekipa pride. Ampak način življenja se tem ljudem ne bi menil. Zato te trenerjev tistih ni več, ki bi lahko bili. O tem načinu življenja ste vi kar podrobno pisali v svoji knjigi, ki ste jo napisali z Markom Radmilovičem. Skoraj celi dopust sem si mogel vzeti za to branje. Ste bili zadovoljni z odzivi na knjigo? Ja, založba prosi Marka Radmiloviča, pred parimi dnevi mi je povedal, da ga prosijo, če bi še kako tako knjigo napisal, ker to je bila najbolj prodajana knjiga v tem trenutku. In tam se vidi pač, da so tudi žrtve. Ja, ste dobro pojasnili to. Na koncu nas ne v nič, ampak 2 familije so ostale brez očeta, ne. Tretja, hvala Bogu, ga ima še danes. Pa ne bo tako ostalo. Za konec še, načeli ste že vmes malo politiko, bili ste tudi vi sami v lokalni politiki, koliko zdaj spremljate. Mimo grede naše poslušalke in poslušalci v zadnjih tednih pač res najbolj zvesto pa številčno poslušajo politične debate. Kaj pa vi spremljate predvolilno obdobje? Da vam spet nekaj kritičnega povedal. Jo, prosim. Imam občutek, da se kvalitetni ljudje ne gredo več politike. Da se tisti, ki se danes pojavljajo, velika večina med njimi so totalni marginalci, ki so nepoznani, ki niso nič pomembnega življenja še napravili in rešujejo svoj status. Ne pa status države, ki bi ga morali reševati na teh položajih. Ne? In zdaj govore še o dodatnih povečanja plač, s tem se jaz celo strinjam, treba jih bogato plačati, ampak ne zato, da bodo ti, ki tako 90 jih sedi v parlamentu, a jih naštejete vi kot tamo zdaj, a jih naštejete vi vse 20 po imenih. Jaz mislim, da bi jih zmogel. No. Dobro, res pa je, da zadnje tedne moram zelo podrobno spremljati. Kaj pa ostalih 70? Ne bi vseh znal. Kaj ti ostalih 70 dela? Ja, to je... Sedi pa stisne rogum to, kar mu vodja skupine pove. Pa še vedno ne rabi biti tam. Ja. Ampak ja, se strinjam. In to mene moti, da ni tistih ljudi, ki bi res lahko nekaj napravili. Ne? Pa ki bi se uspeli vse za eno mizo, pa reči, gremo v to smer, da pravimo to. Zdaj pa vsi obljubljajo, kaj vse bo take obljube, zlasti kot te neparlamentarne stranke, sem slučajno poslušal. Kakšne nebuloze vse obljubljajo, kaj bodo vse naredili, kaj bo napravil, če bo v svoji stranki ne bo do besede prišel. Kdaj ste imeli nazadnje vi vabilo kakšno, da bi se aktivirali? Ne. Kdaj ste zaključili s tem? Že dolgo. Ne, to bi mi pa res moji znanci in prijatelji rekli, če sem na glavo padel. Opazim vas v mestu, hodite s kolegi redno na kave, pijače. Kaj so to sive eminence Maribora? Strici z ozadja? Se čutite kot takega? K sreči nobenega med nami ni takega. To so moji prijatelji že več kot 50 let, ne, kar je zelo redko, da imaš tako prijateljstvo in je to zelo kvalitetno in to je super. In mi imamo kavo vsak dan ob 11. uri, vkolikor smo pač doma. Včasih ima eden kakšne obveznosti, včasih drugi, jaz sem več kot odsoten, še pač tudi po športni liniji, ne. Ampak vkolikor smo na kupu, imamo kavo, najrajši jo imamo pri vodnem stolpu na Lentu, poleti, ko je vroče. Super. Darava da malo hladnega vetrčka, ne. Tam se popije kava, ob 11.
običajno to traja uro pa pol, pa se pa razletimo. Del teh, jaz sem se še eno srečo imam, jaz sem sploh srečen človek. Še eno srečo imam. Moja žena Alenka je mlajša od mene precej, ne. In jaz imam, moji prijatelji, ta glavni so moj letnik, celo nekateri starejši, ne. In super so, krasno se imamo. Ampak večkrat so moje ambicije malce širše, malce bolj, jaz bi večkrat igral golf, kot oni igrajo, jaz bi več tega, več onega. K sreči imamo pa zdaj drugo skupino, prijatelji od moje Alenke. In jaz sem zdaj združen pri tej skupini, pa pri tej skupini. Recimo, da smo bili v Turčiji, v Turčiji nas je bilo 32 golfistov. 32, Ja. to je pol hotela. In tam so veliki hoteli. V katerem kraju ste bili? To je vse Belek. Aha, To je tam, ko je nogomet. sem bil jaz 4-krat v Beleku že. Dosti golfiste tam. Letos tudi z Mariborom. V istem obdobju, ja, da sem spremljal. Oni so bili v Kaja Palacu. Palacu, ja. Tak. Mi smo bili Kaja Belek, ki je malce nižji. Ja, jaz sem bil pa v Kaja Belek. Ja. Pa je še vedno dobro. Ja, tam je v bistvu so igrišča, peš se gre, ne? Ja. Ne, in Ja. ne, kaj sem hotel povedati zdaj. Ja, tam ste bili ja, v Turčiji za to No. ekipo 32 golfistov. Ampak to je v glavnem že srednja skupina, no? Okej. Srednja skupina, ker ti čisto starejši že malo popuščajo. Pač bil je eden od mojih prijateljev, bil dva, ki bi pa tudi lahko šla zraven, ki sta dobra, Karli pa Luigi, sta se odločila, da nista šla. Ne. Ampak kvalitetno je, da imam dve možnosti. Ne. Super. Tudi bolj se praznujejo. Danes smo recimo praznovali moj rojstni dan, ki sem ga imel prejšnji teden. Eden bo rekel, ne, Tona je pač zid kolesica. Vedno, ko ima rojstni dan, gremo v Turčijo. Ker tam je all inclusive, nič ne stane, pa lahko častiš, koliko hočeš. Ampak ni to namen, da bi jaz se ne skozi prišel, ampak iščemo termin, zadnji termin, ki je še pod ugodnim cenovnim paketom, ne, in da je vreme že čim bolj proti koncu februarja greš, ne, tem bolj sigurno je, da je kvalitetno vreme. Ne. Ampak če pa slučajno pade, to moj rojstni dan, pa tudi nič hudega. Super. Gospod Tone Vogrinec, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za naš podcast. Čim več golfističnih avantur vam želim, čim več tistih v Turčiji, ker je vse all inclusive. Mislim, seveda je treba plačati to, ampak zagotovo je izkušnja še toliko bolj zanimiva. Drage poslušalke in poslušalci, naročite se na podcast, da boste obveščeni o odzivu na naslednje epizode. Veseli bomo, če komentirate in ocenite tale podcast, in pa vabljeni tudi k poslušanju zadnjih 3 minut, ker vam povemo, kaj vse objavljamo v večeru v soboto in v nedeljo, ko bodo na pokalu Vitranc smučali najboljši veleslalomisti in slalomisti na svetu. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, tokrat v soboto prinašamo analizo geopolitičnega in vojaškega vidika napada na Iran. Kakšne posledice bo ta napad pustil za svet in razmerje sil v svetu? Politični analitik Tomaž Deželan z Fakultete za družbene vede je glede očitnih kršitev mednarodnega prava za Večer povedal, da je mednarodno pravo zgolj še orodje malih držav, pri velesilah pa vse bolj velja zakon močnejšega, pišeta Jon Knez in Timotej Milanov. Na Večerovem predvolilnem soočenju v Kazinski dvorani SNG Maribor sta Matija Stepišnik in Matej Grošelj soočila 8 kandidatov strank oziroma list, ki jim javnomnenjske raziskave kažejo uvrstitev v državni zbor. Bilo je pestro in vsebinsko polno, zdaj lahko o soočenju tudi berete. Faris Kočan pa piše o madžarskih parlamentarnih volitvah, o ukradeni ladji ali kako Peter Madžar pluje po Orbanovem morju. Kaj pa Večer v nedeljo? Pride trenutek, ko moraš iz cone udobja. Miki Vlahović je na glasbeni sceni že 30 let in pol. Večino tega časa je preživel kot član skupine Viktori, zadnji 2 leti je na samostojni poti. Kako lahko obisk frizerja postane nujen zdravstveni primer?
Nenavaden položaj vratu, njegovo obračanje ali nenadni sunkoviti gibi med energičnim umivanjem las lahko povzročijo, da vratna vretenca zgornjega dela hrbtenice pritisnejo na eno izmed glavnih žil, ki oskrbuje zadnji in spodnji del možganov s krvjo, kar je nevarnost za možgansko kap. Pomlad navdušuje tudi na krožniku, o regratu, trobenticah in marjeticah na krožniku prehranska strokovnjakinja Marija Merljak. Še preblisk, George MacDonald, škotski avtor, pesnik in duhovnik, je dejal: to, da si deležen zaupanja, je večji poklon kot to, da si ljubljen. Lep vikend!